Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem tedenskem bogoslužju. Danes po bogoslužju smo vabljeni na druženje zunaj pred cerkvijo ob čaju in kavi. Zunaj pa nas bo pričakal tudi bazar. Na tem bazarju, ki se mu lahko reče tudi dobrodelna tržnica, si bomo lahko ogledali in kupili izdelke, ki so jih izdelali veroučni otroci in veroučiteljice. Namen tega bazarja je, da s tem, ko kupimo kakšno malenkost, izkažemo podporo našim veroučnim otrokom. Z zbranimi sredstvi pa bomo podprli revne otroke v Ugandi, saj bo izkupiček šel v dobrodelne namene. Več o tem bazarju in namenu nam bo sedaj povedala Suzana Krvavica, prosim. Dobro jutro, dragi bratje in sestre. Dovolite mi, da vas tudi jaz povabim na ta plemenit humanitarni dogodek, ki ga je Peter omenil. Naša cerkev namreč že drugo leto organizira bazar za otroško zavetišče Kasa v mestu Kabale na jugu Ugande. Danes bo bazar potekal 3-krat, po bogoslužju, uro pred večernim koncertom glasbene šole Lipičnik in po koncertu. Kot boste videli, je bazar prava paša za oči, saj boste na njem našli raznovrstne stvari. Otroci naših veroučnih skupin so skupaj z Ivo in veroučiteljicami ustvarili čudovite unikatne izdelke, od različnih božičnih okraskov do voščilnic. Voščilnice so ustvarjali tudi v glasbeni šoli Lipičnik. Nekateri med vami ste prinesli domače dobrote in različne predmete, ki bodo polepšali prihajajoče praznike. Vsem iskrena hvala. Ampak prav posebno mesto na bazarju pa imajo unikatni ročni izdelki, ki so jih naredili otroci v Kasi. V živahnih barvah bodo pred vami zaživele različne unikatne posode, podstavki, pladnji, klobuki in podobno. In med lepimi stvarmi boste zagotovo našli kaj zase ali pa darila za svoje bližnje. In čemu bodo v Kasi namenili naše donacije? Želijo si kupiti njivo, da bi lahko sami pridelali še več hrane, kot jo lahko trenutno pridelajo na majhnem vrtu ob hiši. Velikost njive bo odvisna od zbranega denarja. Sem rekla, koliko moramo zbrati? Kolikor boste. Če boste manj, bo manjša njiva, če boste več, bo njiva večja. Otroci, trenutno jih je v tem programu 80 in njihovi skrbniki bodo res hvaležni za vsak naš prispevek. Svojo hvaležnost pa so pokazali tudi tako, da so naši cerkvi pozdravnici Alenki Strdin Košir, ki v Kaso potuje vsaj 2-krat letno, poslali ta čudovit izdelek, vam bom pokazala. Tole, to je boben, afriški boben, ki so ga podarili naši cerkvi. Alenka Strdin Košir je bila v petek v študijski knjižnici Mirana Jarca. To je bil prvi od dogodek, ki ga Jani in Katja Lipičnik v sklopu pomoči Kasi pripravljata oziroma smo pripravili. Zato res hvala cerkvi, glasbeni šoli Lipičnik, veroučiteljicam, otrokom, Ivi, Leji, vsem vam, zagotovo sem koga pozabila, da smo se znova povezali v tej plemeniti dejavnosti. Naj Gospod blagoslovi vsakega posameznika, celotno našo cerkev ter te sirote v Ugandi, s katerimi smo po Jezusu Kristusu povezani. Hvala lepa vsem vam. Hvala, Suzani. Ne pozabimo, da je danes ob 18. uri tudi dobrodelni koncert, ki bo tukaj v cerkvi, 1 uro prej in potem pa je tudi bo ta bazar. Torej danes ob 18. uri smo vabljeni na dobrodelni koncert.
Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V torek popoldne imajo starejši verniki naše cerkve srečanje v cerkveni čajarni. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje. Naslednjo nedeljo, 24. decembra, bo zvečer ob 10. zvečer bogoslužje na božični večer oziroma tako imenovana polnočnica. Imamo še eno posebno novico. Rebeka Jovanović je Krkina prostovoljka leta 2023. V Dolenjskem listu smo lahko v začetku decembra prebrali, kako v tovarni zdravil Krka gledajo na Rebeko. Zapisali so: Rebeka Jovanović dobrodelnost živi v skladu s svojimi načeli in pogledom na življenje. Je odprtega srca, sočutna, vedno pripravljena pomagati ljudem v stiski. Na te besede lahko rečemo samo: draga Rebeka, čestitamo ti za to priznanje in ponosni smo, da te poznamo. Konec novembra je šla tudi nova številka revije Vode počitka, revije za evangelijsko duhovnost, ki je na voljo pri izhodih iz cerkve, da si jo vzamemo. Naša pomoč prihaja od Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo. Danes je 3. adventna nedelja in današnje biblično vodilo je naslednje. V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo. Prisluhnimo še molitvi iz knjige Psalmov, ki se bere na današnjo adventno nedeljo. Gospod, dobrohoten si bil v svoji deželi, omogočil si vrnitev svojemu ljudstvu, odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, pokril si vse njihove grehe, zadržal si svojo besnost, odvrnil si se od svoje srdite jeze. Pokaži nam, Gospod Bog, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Amen. Sledi uvodna molitev. Odrešenik Jezus, tvoj prihod na zemljo pozdravljamo z začudenjem. Hvala ti, ker si prišel, da bi nam blizu in bi nas razumel. Hvala ti, ker nam razodevaš svojo slavo. Tvoj prihod pozdravljamo s kesanjem, ker verujemo, da si bogat v usmiljenju. Oče, veselimo se, ker je rojen naš opravičevalec. Ker smo bolni in nemočni, se veselimo, ker je rojen naš zdravnik. Ker smo grešni in krivi, se veselimo, da je rojen naš odrešenik. Ker smo zasužnjeni z rečmi sveta, se veselimo, ker je rojen naš osvoboditelj. Hvala ti, ker v našo dušo prinašaš upanje. Naj bo naša želja po odrešenju tako močna, da se bomo danes zatekli k tebi. Na tem bogoslužju nas pobožaj s svojim mirom in tolažbo. Amen. Brati in sestre, božične pesmi lahko slišimo že vse posod, v trgovskih centrih, na ulicah, v trgovinah, kjerkoli. In zato bomo tudi mi začeli to bogoslužje s staro božično himno, ki pravi: hitite, kristjani, z radostjo navdani, da slavimo Jezusa. С радостью нагони,
Izvolite sesti. Ta predbožični čas v nas zagotovo vzbuja prijetne občutke. Tudi zato, ker je v tem času zelo veliko svetlobe. Prižganih je veliko lučk, so različne božične dekoracije in vse to ustvarja svetlobo. Ljudje imamo veliko rajši svetlobo, kajti svetloba privablja, tema pa odbija. In tema je pravzaprav odsotnost svetlobe. In zato si ljudje želimo svetlobe. In če se zamislimo en majhen temen prostor, če v tem temnem prostoru prižgemo samo majhno lučko, se ta prostor že osvetli in postane popolnoma drugačen, kot je bil prej. In po svetu se vsako leto prižge na zelo veliko število lučk. Države kar tekmujejo med sabo, kjer bo prižgano več lučk. In ko beremo te statistične podatke, koliko luč gori po vsem svetu v tem času, potem si to niti ne moremo predstavljati, koliko je tega. Ampak brala sem, da v Mozirskem gaju, ki je blizu nas, je letos prižganih 1.800.000 lučk. Le kdo jih je lahko preštel. In če nas je strah sprehajati se po ulici ali pa po mestu takrat, ko ni toliko luči, potem je zagotovo ta strah manjši v tem času, ko je vse razsvetljeno, ko je na vsakem grmičku praktično neka lučka. Ampak veste, še toliko prižganih luči po vsem svetu ne more razsvetliti človeškega srca. Človeško srce lahko razsvetli ena sama luč. In to je luč Jezusa Kristusa, njega, ki je prišel pred več kot 2000 let na to zemljo, na naš planet. Prišel je kot otrok, zato da razsvetli naša življenja. In evangelist Janez ga nenehno opisuje kot luč življenja. Povzame tudi, oziroma citira to, kar je Jezus sam zase rekel: jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. In Jezus je prišel zato, ker je človeštvo potrebovalo luč. In on je edino upanje, on je edino naše upanje. In brate in sestre, to je najbolj veselo sporočilo, da je on upanje za nas. In nekdo je tako zapisal: če želim, da pride svetloba v moje življenje, moram stati tam, kjer svetloba sije. Z drugimi besedami, če želim, da pride svetloba v moje življenje, moram priti k Jezusu Kristusu, ki je luč življenja. In to možnost imamo tudi to jutro, ko smo zbrani kot Božja cerkev. In zato nas vabim, da slavimo v tem jutru največjo in večno luč Jezusa Kristusa. Lahko vstanemo in damo slavo Bogu skozi pesmi, ki so pred nami. In povišane
združen, krasen najsvetejši, sile ti. Aleluja, Jezus, aleluja, slava ti, Jezus. Ocenu njegove moći, lepote i časti, polni zemljo vso, polni zemljo vso. Naš Bog in večni kralj, svetlobo je odit, prežene temo vso, prežene temo vso. Velik je Bog, poznaj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasten je, z besedo se drži, z besedo se drži. Trojedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekoma je On in večno isti Bog. Velik je Bog, poj se moj
brati in sestre, mi slavimo velikega Boga in mi smo njegov tempelj in pesmi, ki jih pojemo, to so naše molitve, naše hvalnice. In tudi naslednja pesem pravi, tempelj tvoj smo, v nas prebivaš, milost je to. Zahvaljujmo se Bogu za milost njegovo. Če se počutimo to jutro sredi stisk, težav, kakršnih koli občutkov, potem se oprimimo Božje besede, oklenimo se Boga. In s to pesmijo, ki bomo še zapeli, bomo zaključili naše oboževanje. Sredi stisk, sredi zmog.
veseljem, ker imamo možnost darovati naše prostovoljne prispevke, bomo tudi to sedaj storili. In naj bo blagoslovljena vsaka darežljiva roka. Lahko rečemo amen, amen, izvolimo sesti. Smo pri Božji besedi, danes je 3. adventna nedelja, nedelja veselja. Smo v predbožičnem času in smo veseli od rešenikovega rojstva. V Evangeliju po Luku v 2. poglavju v 1. vrstici beremo takole. Evangelij po Luku, 2. poglavje, 1. vrstica. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. Hvala Bogu za njegovo besedo. Amen. Na dan spregovorimo veliko besed. Statistika pravi, da ženske povprečno izgovorijo 16.000 besed, moški pa malo manj, 15.000 besed. Seveda odvisno od tega, kaj rečejo ženske. Ko je Bog spregovoril na prvi božič, je bila dovolj ena beseda. Kajti v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bil Bog. Poleg tega vsak božič slišimo evangeljski stavek, ki glasi: tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. Te besede so že 3. adventno nedeljo, torej ko je nedelja veselja, uvertura v veliko dramo božične zgodbe.
Gre za besede, ki smo jih navajeni slišati vsako leto, ko poslušamo božični evangelij. Zdijo se nam običajne in prepričan sem, da bi ošabni in tudi slavni cesar Avgust, rimski cesar, bil izjemno vesel, če bi mu povedali, da se bo njegovo ime omenjalo tudi v 3. tisočletju. Pravzaprav smo ga ravno kar omenili. Hkrati pa bi bil veliki cesar Avgust zgrožen, ko bi spoznal, da je njegovo ime omenjeno zgolj zaradi majhnega otroka, ki je bil rojen v času njegove vladavine. Zagotovo Avgustovega imena danes ne bi omenjali, če ne bi bil v povezavi z rojenim otrokom Jezusom. Danes imena cesarja Rimskega imperija zagotovo ne bi omenil, če ne bi bil povezan z rojenim odrešenikom sveta. Oktavijanu Avgustu po pravici pripada slava. Navsezadnje je prevzel častni naslov, titulo Augustus, kar pomeni vzvišeni, in se je uvrstil med božanstva. Sredi dolgoletnega kaosa državljanske vojne in vojn izven meja je utrdil končno red, stabilnost in rimski mir, ki je trajal zelo dolgo. Zavladali so blaginja, razcvet, razvoj in zgodovina njegov čas imenuje zlata doba. Kasnejšim cesarjem to ni uspelo. Njegovi kipi in podobe na kovancih dokazujejo, da so ga smatrali za rešitelja. Medtem ko Božič že brenči okoli nas, pa ne moremo pomisliti na absurd Božiča. Absurd, nesmisel Božiča. Kako to, da se je Bog, gospodar vesolja, rodil ravno v času svetovne vladavine velikega Avgusta? Kako to, da se je rodil kot nebogljen otrok, medtem ko je svet, tako kot danes, napenjal svoje politične mišice? Lukova božična zgodba, Luka pa je bil zdravnik, pa tudi dober zgodovinar, pa tudi pravi, da je vse preveril, preden je zapisal. Torej, Lukova božična zgodba se začne s cesarjem Avgustom, božanstvom rimskega imperija. In rimski senat je Avgusta, torej cesarja, razglasil za Božjega sina in rešitelja sveta. Toda evangelist, ki je vse, kar je zapisal, tudi preveril, je zabeležil drugače. Da vse to pripada otroku Jezusu. To je ta absurd Božiča. Otroku, ki se je rodil preprostemu paru, v deželi, katero je zasedel slavni Avgust, in da je ta otrok, ne pa Avgust, resnični Božji sin in odrešenik sveta. Zdi se, kot bi šlo za veleizdajo. Avgust ni vedel, da je rojeni Jezus Mesija, Božji maziljenec, kralj, Kristus. Če bi to vedel, bi zagotovo poskrbel, da bi bil ta betlehemski dojenček odstranjen, tako kot je to storil kralj Herod v Judeji. Tisti, ki želijo Jezusa odstraniti iz javnosti, iz strahu pred njim, ne razumejo božične zgodbe. Smatrajo, da je ta otrok nevaren. Ne bojmo se Boga, kajti prišel je k nam kot otrok, da se ga ne bi bali. Zakaj se ga bojimo? Zato, ker vemo, da bo razgalil, da bo razkrinkal notranje misli in motive človeških src in ljudi pozval, naj živimo na Božji način. Na Božji način. Jezus je grožnja za tiste, ki računajo na moč orožja, bančnih računov, krink, nadzora, spletk. Toda Jezus ni pridigal o kraljestvu tega sveta, ampak o služenju
trpljenju, žrtvovanju, ljubezni, darovanju. Družil se je z ljudmi z roba družbe, z bolnimi, izobčenimi, cestninarji, grešniki, zlorabljenimi, medtem pa je grajal svetohlinsko elito, torej to duhovno buržoazijo. Odpustil je svojim učiteljem, prisegel je ljubezni in takšen Jezus je nevaren, ne zaradi orožja, ampak zaradi ljubezni. Kajti ljubezen je največja moč v vesolju. Zato se družba trudi Jezusa odstraniti. Do Jezusa smo popustljivi, dokler v božični zgodbi govorimo o Mariji, Jožefu, figuricah, v jaslicah, otroku, prijaznih živalih, repaticiji, angelih, pastirjih. Ob tem smo celo ganjeni, pomirjeni. V nas se prebudi otrok. Le kdo ne mara nebogljenih dojenčkov? Želimo, da Jezus ostane tam, kjer je, smehljajoči se otrok v jaslih. Zakaj? Ker tak otrok nas še ne vabi k spremembi. Razen to, da kdor hoče priti v Božje kraljestvo, mora postati kakor otrok. Želimo si otroka, ki ga lahko občudujemo, ne pa odrešenika, kateremu je treba slediti v dobrem in slabem. Kajti, če mu sledimo, nas bo popeljal med tiste, ki najbolj potrebujejo dar njegove ljubezni, ki potrebujejo njegovo pozornost. Popeljal nas bo celo med tiste, ki Boga sovražijo in so na Boga jezni, so zlomljeni v srcu in se soočajo s pastmi življenja. Popeljal nas bo celo na križ služenja in trpljenja, ker njegova ljubezen sega v zadnje kotičke sveta in vesolja. Kristus je dar in ta dar moramo deliti z drugimi. Ena stran medalje je vladavina cesarja Avgusta, tako imenovanega rešenika sveta. Druga stran medalje pa je vladavina otroka, ki je resnični odrešenik sveta. In tu je ta absurd Božiča. In tak absurd je tudi v 3. tisočletju, ko se soočamo z dogodki v svetu. Rešenik je prišel, a je ostal neopazen in ubog, skrit pred očmi javnosti. Bil je na svetu, a svet ga ni spoznal. Že na samem začetku imamo dva lika, cesarja Avgusta in otroka, dojenčka, Jezusa. Kdo ima prav? Pravijo ljudje danes. Komu zaupati? Komu verjeti? Komu slediti? Komu je uspelo? Avgust je prisegal na močno vojsko, kampanjo, politiko, oblast, nadzor, ustrahovanje, interese, motive. Jezus pa na svobodo ljubezni, na čisto ljubezen, na svobodo duha. Evangelij nam sporoča to, česar nočemo slišati. Jezus nas kliče, naj hodimo po poti sveti, saj smo poklicani k osebni svetosti. Živimo zato, da ljubimo, tudi če to vodi na križ. Kristjani umiramo svojemu egu, da lahko v nas zaživi Kristus. Kristjani smo svetniki, ne pa oblastniki. Cesar Avgust je omenjen prvi, tiste dni pa je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. Njegov ukaz naj se popiše ves svet je tudi zgovoren. To, da v naš svet se je neopazno vpisal tudi Jezus, otrok, čigar kraljestvo ni od tega sveta, ker on ne vlada z mečem, ampak s požrtvovalno ljubeznijo.
To je več kot Avgustova zlata doba, kajti Kristusovemu kraljestvu ne bo konca, ne kraja, kot pravi prerokba Izaije. In vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Torej postal je človek, postal je meso, prišel je med nas, ne kot guru, ne kot genij, čarodej, politik, mogotec, filozof, uspešnež, retorik, pisec, prišel je kot otrok, da se ga ne bi bali. Prišel je z močjo Svetega Duha iz Device Marije, da se iz ljubezni svobodno daruje na križu. Prišel je kot ranljiv, krhek otrok v zavrženem kotičku imperija, sveta, da razsvetli svet z upanjem, z mirom, tolažbo, spravo, sočutjem, pravičnostjo, ljubeznijo. Bog ni dal navodil iz daljave, ampak je svojim prijateljem pokazal, kako naj pravilno živimo, naj ljubimo Boga in bližnjega kakor samega sebe. Dal nam je primer zgleda, da se počasi, zelo počasi, vidim pri sebi, a vztrajno učimo živeti resnično, človeško in Božje življenje. Kajti novost Božiča je odnos. Zato je prišel k nam. Ne kot energija, ne kot ideja, ampak kot oseba. Novost Božiča je odnos, povezano z Bogom in ljudmi. Neverjetna božična zgodba se zdi zato tako absurdna. Devica, le kdo bi to verjel, otrok, on, da je odrešenik, neke domače živali, angeli, nek pojav, pastiri, zvezda, trije kralji. Zveni kot naivna pravljica ali mit. Zveni kot pravljični Jezus za dobro počutje. V resnici pa gre za realizem. Kajti v središču krščanstva je Jezus, ki smo ga grozljivo, kruto umorili, samo zato, ker nam je prišel pomagati, ker nam je prišel povedati, da nas ljubi. Božična zgodba nam tako pove resnico o nas, o meni. Pove nam, kakšen sem in da potrebujem odrešenika. Čeprav smo glede božične zgodbe skeptični, so v njej stvarna dejstva. Prva oseba, ki je v tej drami Lukove zgodbe omenjena, je mogočni cesar Avgust. In zelo izobražen evangelist in pisec Luka je to očitno naredil namenoma. Prva oseba ni Jezus, ni Bog, ampak Avgust. On predstavlja politiko, moč, oblast, denar. To, kar vrti globalni svet. Znan je bil kot princ miru, rešitelj celega sveta, ker je končal nenehne vojne, ki so prizadele imperij vse od atentata na Julija Cezarja. Avgust kot vladar sveta je povezan tudi z ukazom o popisu prebivalcev sveta. Gre za to, koliko ljudi kdo obvladuje in koliko denarja lahko iz njih iztisne. Torej, Božič je lahko tudi politična zgodba. Zato si tako prizadevamo, da cerkev in politika nimata skupnih ciljev. Razen, ko gre za pravico človeka, za dostojanstvo. A dejstvo je, da že neki trije kralji z Daljnega vzhoda povozijo to Avgustovo vzvišenost rimskega cesarstva in pridejo kar tam od nekod, nepričakovano, ko sledijo neki zvezdi in rečejo, da je rojen novi kralj. Torej, da se vzpostavlja povsem nov svetovni red, ne v slabem smislu, ampak v smislu ljubezni. Namreč in v to umazano igro
S 3 kralji se takoj uplete tudi tedanja duhovščina. Zato, če vam kdo reče, da krščanstvo nima nič skupnega z umazano politiko in interesi, mu ne verjemite. Žal, včasih ima, vendar to ni prav. Božič je tudi življenjska zgodba, polna ljubezni, odnosov, prijateljstva, zaupanja, veselja. Kajti zaročenka pričakuje otroka, Marija. Zaročenec Jožef pa je v stiski, kajti ne ve, kaj se dogaja. Seveda, bil je postavljen pred dejstvo. Težko razume čudež, ki presega biologijo. Zato to ni samo neka osebna, nežna zgodba o sočutju, ljubezni, veselju, ampak tudi o zavrnitvi, ko prideta pred zaprta vrata. Zgodba o porodu, o trpljenju, bolečini, dvomu, sramoti, krivdi, begunstvu, ko morata bežati v Egipt, in tudi zgodba o ljubosumju, ko se nad njih spravi judovski kralj Herod. Če vam kdo reče, da krščanstvo nima nič skupnega s trpljenjem, mu ne verjemite. Božična zgodba to dokazuje. Božič presega človeško zgodbo tudi vesoljsko, kozmično. Kaj ti kar naenkrat, in to je treba to 3. adventno nedeljo, ko je nedelja veselja, naglasiti, se odprejo na široko nebesa. In tam so zbori angelov, ki slavijo Boga in oznanjajo veselo novico, da je rojen odrešenik. Na betlehemskih poljanah se nad pastiri odpre nebo iznenada. In potem kasneje še velika zvezda Repatica, tam nekje drugje. In nebesa s to glasno, kozmično govorico sporočajo nekaj velikega, večjega, kot bi zmogel cesar Avgust ali pa kralj Herod. Če vam kdo reče, da krščanstvo nima nič skupnega z nadnaravnim, ker to je nadnaravno, jim ne verjemite, kajti Božič dokazuje, da ima Bog tudi nadnaravno oblast. Božič presega zasanjanost in utvare. V zgodbo so vključeni pastiri, ki so na dnu družbene lestvice, so brez socialnih pravic, čeprav so delavni, a so neenakopravni, so nezaščiteni pred zakonom, kot ubogi brezdomci, kot nomadi, ki gledajo bedi, siromaštvu v oči. Izključeni so iz verske srenje, ker so zaradi narave njihovega dela obredno, versko nečisti in se ne morejo držati predpisov verske čistosti. Zdi se nam absurdno, nedopustno, da bi se Bog najprej razodel ravno njim, ne pa tam v Jeruzalemskem templju, kjer je mrgolelo duhovščine. Zdi se nam nedopustno, da se je Božji sin rodil v smrdečem hlevu, če parafraziram, ne pa v palači, in da so prvi, ki so slišali oznanilo o tem osupljivem otroku, prezirljivi pastiri, prezirani pastiri. Bogovi, bi rekli Grki, se ne rodijo tako. Pomislili bi, da bi lahko Božjega sina svetu predstavil nekdo, ki je znan, prefinjen, ugleden, časten. Če začnemo verjeti navidezno, dajem v navednice, smešni evangeljski božični zgodbi, kje se potem ta zgodba konča? Konča se tako, da imamo zagotovilo, da se Bog lahko pojavi tam, kjer ga najmanj pričakujemo. To je zanimivo. Da se Bog pojavi tam, kjer ga najmanj pričakujemo. Lahko ga pričakujemo v cerkvi, on pa se pojavi doma, nekje, v nekem kotu sobe, kjer doživiš ta čudežni Božji dotik, te spravi na kolena, k kesanju in ti pove, da smo grešni. Namreč, konča se lahko ta zgodba, da se Bog pojavi tam, kjer ga najmanj pričakujemo,
lahko je to na pozabljenih krajih, lahko je to v razpadlih družinah, lahko je to na onkološkem inštitutu med kemoterapijo, lahko je to v psihiatričnih bolnišnicah, lahko je to v domovih za ostarele, lahko je to v begunskih centrih, lahko je to v strelskih jarkih, kjer divja vojna. Lahko je to v joku zlorabljenih, ukradenih, prodanih otrok za otroško prostitucijo. Lahko je to med sprtimi ljudmi. Kdo ve, kje in kako se Bog pojavlja. In te božične zgodbe ne moremo končati, razen tako, da začnemo verjeti, da Bog ljubi vse ljudi, brez izjeme, brezpogojno in da deluje na svoj način. Če vam kdo reče, da krščanstvo nima nič skupnega, torej z aktualnimi družbenimi vprašanji, mu ne verjemite, kajti božična zgodba dokazuje, da se Bog razodeva vsakomur na svoj način, vse povsod, edinstveno in izjemno. Božič je čaroben čas, je pa tudi absurden. S krščanskim Bogom je vedno tako, pojavi se inkognito, včasih celo na nebožanstven način. Ravno to je dokaz, da moramo imeti odprte oči srca, da moramo biti bedeči in čuječi, zato advent. Kajti on zna presenetiti naš in tudi naš svet. Presenetil je tudi cesarja Avgusta, ki je mislil, da ima vse vajeti, da drži vse vajeti v svojih rokah. Ni kraja, kamor ta Bog ne bi šel, samo da nam je blizu, ker nam odpušča grehe in to rad odpušča grehe in noče, da živimo pod jarmom sramu in krivde. Na koncu lahko zaključimo, da je Božič zgodba o vsem in o vsakem človeku. Še najbolj, in tukaj se bližamo k koncu, pa je ta resnična božična zgodba, resnična zgodba o Bogu, ki je tako vzljubil ta človeka v svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdorkoli vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Če vam kdo reče, da krščanstvo nima nič skupnega z najvišjo resnico, mu ne verjemite, kajti božična zgodba dokazuje Božje ljubeče hrepenenje, da želi biti navzoč v naših političnih, osebnih, kozmičnih, nadnaravnih, družbenih in verskih razsežnosti. Vse to pa samo zaradi enega samega, nemočnega, majhnega dojenčka, rojenega odrešenika. Zato je danes nedelja veselja. Zame je zelo pomirjujoče, da za božičem stoji Bog velikih presenečenj, ne pa cesar Avgust. Zame je zelo pomirjujoče, da za tem rojenim odrešenikom stoji Bog, ne pa cesar Avgust. Bog, ki je suveren in dela, kar hoče in ne prosi za človeški nasvet. Zato se nam včasih zdijo njegove poti nesmiselne. V resnici je to lahko velika tolažba. In znova me opomni, da je Bog Bog, mi pa ljudje. Prizor v Betlehemu je povsem preprost. Mati, oče, dojenček. To pomeni, da lahko odrešeniku pridejo majhni otroci, kakršen je bil otrok Jezus. Lahko pridejo mladenke, kakršna je bila Marija. Lahko pridejo mladeniči, kakršen je bil krušni oče. K njemu lahko pridejo starci, kakršna sta bila Ana in Simeon. K njemu lahko pridejo delovni ljudje, kakršni so bili pastiri. Končno, k njemu lahko pridejo tudi zelo visoko izobraženi ljudje, kakršni so bili modreci, tisti tako imenovani trije kralji z Daljnega vzhoda, ki so imeli v glavi vso znanost tedanjega sveta. Zame je zato učlovečeni Bog edino upanje in imam vanj vse zaupanje, čeprav težko razumem
ta absurd, dajem v navednice, Božiča. Kajti otrok v jaslih je videti vse prej kot kralj, jok nebogljenega dojenčka, odvisnega od Marije, je premalo prodoren za tako veliko napoved. Kakšna zmeda, kakšna nejasnost. Veličas je sredi vsakdanjega, svetost sredi umazanije smrdečega hleva. Kako so lahko njegove plenice oblačila večnosti, a Bog v zakulisju, tam nekje od zadaj, obiskuje naš planet, ko mi v vrvežu in naglici, hitrici tega sploh ne opazimo. Negostoljubni krčmar, gostilničar, se ni zavedal, da je Boga postavil na cesto, da ga je porinil na hladno, da je pred njim zaprl vrata. Vsi razen pastirjev so bili preveč zaposleni s popisovanjem sveta, z ukazom cesarja Avgusta. Zato so tisto odločilno noč zamudili Božji prihod. In tako bo tudi ob koncu časa. Kako malo se je spremenilo v zadnjih 2000 letih. Niso bili čuječi v odločilnem trenutku, v posebnem, izjemnem trenutku, ki se ni in se ne bo več nikoli ponovil. Zgodila se je spektakularna stvar. Bog je postal človek. Vsemogočni se je naredil za krhkega. Hotel je postati zarodek, se igrati z otroki na ulici, odrasti, živeti med nami in biti križan. Ni prišel kot osvajalec, ampak kot služabnik ljubezni. Brez svile, brez srebrnine, brez slonovine, brez zabave, brez hrupa in brez aplavza. Prišel je zato, da nam pove, naj ljubimo svoje sovražnike in naj molimo za tiste, ki nas preganjajo. Prišel je zato, da nam pove, naj ljubimo svoje sovražnike in naj molimo za tiste, ki nas preganjajo. Prišel je zato, da je na križu glede svojih morilcev rekel: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Če bi najbolj potrebovali moč, bi nam Bog poslal vojskovodja. Če bi najbolj potrebovali oblast, bi nam Bog poslal politika. Če bi najbolj potrebovali vednost, znanje, bi nam Bog poslal filozofa. Če bi najbolj potrebovali denar, bi nam Bog poslal bankirja ali bogataša. Če bi najbolj potrebovali napredek, bi nam Bog poslal znanstvenika. Če bi najbolj potrebovali razvedrilo, bi nam Bog poslal zabavljača. Ker pa najbolj potrebujemo odrešenika, ker smo grešni in ker najbolj potrebujemo ljubezen, odpuščanje in spravo, nam je Bog poslal odrešenika. A vse se je začelo v jaslih, nadaljevalo na križu, končalo pa v praznem grobu, ker je Kristus vstal in živi, ker je ljubezen premagala. Ker je ljubezen tam, kjer je luč, sovraštvo pa je tam, kjer je tema. Kaj je drugo ime za sovraštvo? Tema. Čeprav se nam zdi božična zgodba pravljična in je mnogi ne jemljejo resno, je resnična. Žal, naša kultura, zahodna civilizacija temelji na argumentih, na dejstvih. Zato smo prestrašeni, skeptični, ko se soočamo z božično zgodbo, skrivnostnim, nerazložljivim. Zato postaja zgodba izven cerkve, pa včasih tudi v cerkvi, tarča posmeha. Dokaz, da je ta zgodba verodostojna, pa je ravno njena pravljičnost. Ravno njena pravljičnost. Kajti, če bi to zgodbo sestavili ljudje, bi jo napisali tako, da bi bila videti prepričljiva. In ne bi navedli elementov svetopisemske pripovedi, ampak bi vse to načrtno izpustili in napisali drugače, da bi bilo videti bolj prepričljivo. Toda zgodba o Božiču je Božja zgodba. To ni naša zgodba. To je Božja zgodba. To ni naša zgodba.
ta božja zgodba o Božiču se je zgodila v božjem srcu, že pred ustanovitvijo sveta, izpolnila pa se je v polnosti časov. Zato ni prevarantska, zato zgodbi odprimo srce. Vse ostalo ne more preobraziti in spremeniti človekovega srca. Ne veliki cesar Avgust, ne nihče. Čas je, da odkrijemo, da lahko samo Bog svojo ljubeznijo in milostjo spremeni srce in dušo grešnega človeka. To je sporočilo Božiča. In to povem kot teolog. To presega teologijo, to presega filozofijo, to presega znanost, to presega tehnologijo, to presega psihologijo in tako naprej. Kajti to je božja zgodba, ne pa človeška zgodba. Priznam, da ni dokazov za racionalno preučitev, da ni odgovora, ki bi ga našli v enciklopediji ali pa v laboratoriju. Ampak verovati v današnjem razdejanem svetu je zato res smešno, nam pravijo ljudje. A brezupni svet nujno potrebuje rešitelja. Nas, ki moramo umreti, lahko reši samo božji čudež. In božji čudež se je rodil v nemočnem dojenčku, ki ga je rodila mladenka devica in ga položila v jasli. Ali je božična zgodba malo verjetna, verjetna ali celo absurdna? Vsakdo si bo moral sam odgovoriti. Dejstvo pa je, da svet potrebuje takšno zgodbo. Zgodbo, ki ji verjamemo zato, ker ima posebno moč, da spremeni človeka in človeku da smisel. Zato Božič zame ni čuden niti zaskrbljujoč, ker vem, da sem povabljen z božjo ljubeznijo v božje srce. A ker nikoli ne vem, na čigavem obrazu lahko vidim podobo večne ljubezni, moram računati, da lahko v vsaki osebi srečam Jezusov obraz. Zato naj bo letošnji Božič, ki je pred nami, že danes, tretjo adventno nedeljo, ko je nedelja veselja, naj bo naš Božič drugačen, sicer sploh ni Božič. Vrnimo Božiču Božič. Jezus je božji poljub zemljanom. Božič brez Kristusa ni Božič. Božič je človeška zgodba in bi bila premalo v tem smislu. Zato vemo, da je Božič božja zgodba. Amen. Sklonimo glavo k molitvi. Milostljivi, ljubeči, usmiljeni Bog, hvala ti, ker luč tvoje besede prodira v naše srce in se tako odpiramo svetemu duhu. Hvaležni smo, da je zgodba o odrešenju postala naša zgodba. Hvala ti, ker naše srce greje čudež tvoje ljubezni, da lahko hodimo po tvojih poteh in se veselimo tvoje svetosti. Pomagaj nam, da bomo zvesti, milostljivi, ljubeči, odpuščajoči ljudje po tvoji volji. Hvala ti za prvi Božič in za vsak Božič, ki nas opomni na tvojo ljubezen do nas. Kaj ti, tudi če bi bilo dete v Betlehemu 1000-krat rojeno, če ni v mojem srcu, je vse izgubljeno. Zato ti dajemo srce. Amen. Pesem pravi, kaj mu lahko dam, reven kot sem.
Vabim na božični bazar in druženje. Popoldan se ponovno vidimo, mir Božji z nami. Amen.